Dober večer. V imenu domžalskega odbora smo vas lepo povabili v tole čudovito dvorano, predvsem zato, da se srečate zopet z našim predsednikom, da ga lahko vprašate po kratki diskusiji oziroma ko bo predstavitev knjige z gospodom Belecem iz Demokracije, potem vse, skoraj kar vam pride na pamet, ne čisto vse, ampak večinoma pa no. Tako da, lejte, ta večer je posvečen predvsem vam, ki ste prišli danes in pa predsedniku, ki je prišel med nas in zato bi sem res najlepše zahvalil, predsednik. Hvala lepa in dejansko vama dam kar besedo. Evo, izvolite. Hvala. Hvala še z najne strani, z moje strani. Gospod Janša, danes je pač pogovorni večer z naslovom Slovenija danes luči, foruma Sao Paulo in kulturna vojna. Če se najprej ustaviva pri tej knjigi, ki služi kot izhodišče za današnji pogovorni večer, vi ste namreč dali naši založbi Na obzorja predlog za izdaje knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Napisali pa ste tudi zanimivo analitično spremno besedo, iz katere pač človek res veliko izve. Nas novinarje in televizijske voditelje po prvi vrsti zanima 6 osnovnih vprašanj novinarskega sporočanja, kot so kdo, kaj, kje, kdaj, kako in zakaj. Skratka, se pravi, če nam lahko zaupate, kako ste prišli na idejo, da bi bilo dobro, če bi ta knjiga išla tudi v slovenščini in seveda zakaj. Ja, hvala lepa za vprašanje, hvala vsem za udeležbo. Zunaj en tak lep dan, prvi skoraj poletni dan, tako da verjetno bi bilo boljše, da bi dež padal za tak pogovor. Tako da še enkrat hvala, ker ste tudi na tak lep dan prišli na to debato. Še posebej, ker se je mogoče sam naslov te javne tribune zdaj v nekoliko čudo, Sao Paulo forum, kdo je še slišal za to. Tudi jaz, čeprav spremljam dogajanje po svetu, verjetno malo bolj intenzivno, še kakšnih, ne vem, 5-6 let nazaj nisem vedel, da ta forum obstaja, čeprav je bil ustanovljen v bistvu prej, kot je nastala samostojna Slovenija, leta 1990. Zdaj, ko sem dobil to knjigo v roke, mislim, enkrat lansko pomlad, in sicer od osebnega prijatelja, avtorja, bivšega predsednika Kolumbije, mislim, začel brati, nekako se mi je zdelo, čeprav večino tematike, o kateri pač ta knjiga piše, poznam, sem bral do konca, pač se knjiga je tanka, to je ena od prednosti knjige. Če je knjiga debela, se jo včasih jo odložimo na polico, tom pa prebral, ampak pol nikoli ne prebereš. Zdaj drobno knjigo pa, drobne knjige se jo manj bojimo, Tako da ima dve veliki prednosti. Prvič, da je drobno, drugič, da je razumljivo. Avtor govori o neki temi, o kateri je veliko filozofov, znanstvenikov, sociologov, politologov, tudi politikov že veliko napisalo v zadnjih 100 letih, ampak na nekoliko kompliciran način. Pa večina teh knjig, ki govorijo o kulturni vojni, o kulturnem marksizmu, so napisali tisti, ki so to proučevali na podlagi drugih knjig. Ta avtor, gospod Alejandro Pena Exclusa, je pa začel ta fenomen proučevati potem, ko ga je čutil na lastni koži. Ko je bil, on je iz Venezuele, po izobrazbi je v bistvu inženir,
osnovna izobrazba, ampak se je seveda ukvarjal tudi z javnimi zadevami in pač, ko je v Venezueli prišel na oblast Hugo Chavez, se je tam začelo v bistvu enostrankarska diktatura z južnoameriškim vonjem. So ga strpali v zapor brez sojenja, tam je bil več kot 1 leto, dokler ni resno zbolel. Takrat se je nekako rešil in je v bistvu na lastni koži čutil, kaj pomeni kulturni marksizem, ki je omogočil, da je Hugo Chavez v Venezueli prišel na oblast in iz države, ki je bila včasih 5. najbolj razvita država na svetu, 40-50 let nazaj je bila Venezuela 5. najbogatejša država na svetu po dohodku na prebivalstvo zaradi izjemnih naravnih virov, mislim, kaj, 5., 6. največjo zalogo nafte, vrsto drugih rudnih bogastev. In Hugo Chavez je s to, rekel, socialistično paradigmo to državo spravil v revščino, iz katere je pobegnilo zdaj mislim, da že 9 ali 10 milijonov ljudi. Nekateri tudi v Slovenijo, tudi neki Slovencev, ki so bili tam, smo reševali, da so prišli nazaj iz tega pekla, ki pa so mu oni rekli socialistični raj. Da je Hugo Chavez tam prišel na oblast, je zasluga foruma iz Sao Paula. Forum iz Sao Paula pa je nastal potem, ko je razpadla Sovjetska zveza, Varšavski pakt, in ko so kubanski komunisti ugotovili, da ni več tega velikega brata v Moskvi, ki jih bo še naprej financiral, podpiral, branil. Če jih bo nekdo iz Združenih držav tam preko zaliva ogrožal ali pogrožal njihovo oblast. In so razmišljali, kaj zdaj narediti, kako pa zdaj širiti revolucijo naokrog, ker ni več te podpore. No, in so se dobili v Sao Paulu, zato je pač to naziv Forum iz Sao Paula. Tam so bili voditelji raznih gverilskih gibanj, takrat iz Latinske Amerike, pa komunističnih strank. Med njimi tudi nekdani, pa zdaj spet aktualni predsednik Brazilije, Lula da Silva. On je bil tudi ustanovitelj tega foruma, nekdani kubanski diktator Fidel Castro, še vrsta teh imen, ki jo mogoče nič ne pomenijo, nekaterih tudi ni več med živimi. No in tam so pač ugotovili dejstvo, zdaj socializma ni več možno širiti s pomočjo denarja in vpliva in diplomacije in pomoči, inštrukcij, šolanja iz Sovjetske zveze, ker je ni več. Zdaj, kako to pol naprej, No in so pač posegli po paradigmi, ki se ji že dolgo vrsto let ali pa stoletje reče kulturni marksizem. Se pravi, ne priti na oblast neposredno takoj z neko nasilno komunistično revolucijo, kot je pač nauk klasičnega marksizma, ampak priti na oblast tako, da se razgradi najprej, ne diskreditira, spravi na slab glas temelje, civilizacije ali pa družbe, ki jo hoče zamenjati, spremeniti, uničiti, kakorkoli temu rečete, razgraditi. In potem, ko so ti temelji diskreditirani, pač ljudje te družbe ne bodo več branili, pa se da priti na oblast. Ko si pa enkrat na oblasti, pa treba uporabiti vse inštrumente te oblasti, da tam večno ostaneš. To je na kratko ta paradigma, verjetno bomo kasneje še pač na kako podrobnejše vprašanje lahko določene stvari razložili, ampak zdaj odgovor na začetek vprašanja. To, kar piše tukaj,
V tej knjigi o tem, kako je Forum iz Sao Paula v bistvu osvojil večino Latinske Amerike. Danes je tam, mislim, da trenutno 10 predsednikov latinsko-ameriških držav, ki skupaj vladajo prebivalstvu, ki je večje od Evropske unije, ki pripadajo Forumu iz Sao Paula. Se pravi, gre za neko radikalno socialistično oblast, nekatera del te oblasti se pač skuša obdržati na teh pozicijah z recimo temu pretežno demokratičnimi sredstvi. Del teh držav pa so že diktature. Kuba je diktatura pač že dolgo. Nikaragva že dolgo. Brazilijo hoče narediti za takšno. Jaz upam, da ne bo uspelo. V Čilu je zdaj prišlo do preobrata po zadnjih volitvah v ustavodajno skupščino. Ampak še vedno je ta vpliv izjemen. In zato, da se je ta pač forum razširil, so v veliki meri seveda uporabili to naravno bogatstvo Venezuele. Zelo velik razlog za aktualno revščino Venezuele je to, da se je milijarde dolarjev iz te države uporabilo za to, da so druge financirali pač gverilska gibanja, proteste, nevladne organizacije, vse živo. In ko to bereš, vidiš, da pač nekateri vzorci veljajo tudi pri nas. Še posebej je zanimiv tisti del knjige, ki govori tudi o tem, kako skuša ta Forum iz Sao Paula neposredno razširiti vpliv, pa vplivati na ustanovitev teh radikalnih levičarskih strank tudi v Evropi. Zdaj opisan je primer španske stranke Podemos, ki je trenutno v španski vladni koaliciji, omogoča večino socialistom. In ko človek to bere, se spomni, pa sej, ko so v Sloveniji ustanavljali stranko Levica, oziroma to stranko njenih predhodnikov, so to naredili ljudje, ki so bili zaposleni na ambasadi Venezuele v Ljubljani. Takrat je bilo to splošno znano. Mogoče se še kdo spomni tistega ognjevitega nagovora Violete Tomić, nekdanje poslanke Levice v podporo ne več Chavezu, ker je že umrl vmes, ampak Maduru, aktualnemu diktatorju Venezuele. Tako da, to je to. To je to. Ni pa to, bom rekel, glavno bogatstvo te knjige. Glavno bogatstvo te knjige je, da ko jo prebereš, zastopiš marsikaj, kar se dogaja pri nas, pa doslej neke razlage za to ni bilo. Ker na površini se stvari kažejo drugačne, kot so v resnici. Zdaj, ko pa prebereš to knjigo in vidiš, kjer software se uporablja, potem ima marsikaj jasno. Zato je ta knjiga tudi bestseller, mislim, da je to 3. ponatis ali donatis, ali ne vem, kar je za Slovenijo, kjer pač običajno knjige izhajajo v nizkih nakladah, bom rekel, pravi čudež. In tudi na vseh teh predstavitvah, ki so jih imeli doslej, je bil pač obisk dober. Pa da ne bom zdaj odgovarjal že na mogoče kasnejše vprašanje, naj bo to dovolj. Skratka, kljub temu, da je naslov knjige malo nenavaden, Sao Paulo je daleč, verjetno polovica Slovencev sploh ne ve, kje to je. Je pa tematika bolj aktualna za Slovenijo v tem trenutku kot mogoče za večino drugih evropskih držav. Ravno zaradi tega, kar se dogaja tudi v zadnjem letu. No, gospod Janša, nekako očitno je, da imamo sedaj na oblasti vlado
ki je prepojeno s tem kulturnim marksizmom in nekako svojo nesposobnost nadomešča z rdečo ideologijo, s priseganjem na propadle socialistične modele, s priseganjem na tako imenovano narodnoosvobodilno borbo, z vračanjem diktatorja Tita na Brdo pri Kranju in podobno. Zato bi vas vprašal, kako ocenjujete delovanje sedanje vlade, a ne? Vi, Drač, tudi v predgovoru pravite, Slovenijo pač delite države v 3 kategorije glede kulturnega marksizma, a ne, in tudi pravite, da pri nas pač tega skoraj ni bilo potrebno. Če vas kar citiram, a ne, v predgovoru pravite, da kulturnemu marksizmu pri nas po formalno demokratičnih spremembah ni bilo treba šele zavzemati ključnih institucij za oblikovanje javnega mnenja. A ne, če vas dobesedno citiram, le odstraniti je bilo treba nekaj motečih elementov v njih. Ja, mogoče, da bo odgovor razumljiv, mogoče najprej še nekaj pojasnilo o samem pojmu. Zdaj, kulturni marksizem se itak čudno sliši. Na eni od predstavitev, ki smo imeli doslej, mogoče je bilo to celo v Šmarci, vidim tle nekaj obrazov, ki so bili tudi tam, je nekdo rekel, pa sej kulturni marksizem, to je nekaj takega kot leseno železo. Pač marksizem ne more biti kultura, če je to v bistvu kultura smrti, ideologija smrti, to ne more biti kulturno, ampak kultura je širši pojem. To ni zgolj nekaj, kar je lahko je pozitivno, lahko je negativno, ampak mi pač v slovenskem izrazoslovju ima ta pojem v glavnem pozitiven pomen. Ampak kulturni marksizem je v bistvu ime za tisto vejo marksizma, ki daje na prvo mesto diskreditacijo in potem likvidacijo. Klasični marksizem pa daje na prvo mesto likvidacijo, pa potem diskreditacijo. Zdaj, do tega koncepta je pa prišlo po oktobrski revoluciji, potem, ko je pač Lenin, tudi s pomočjo nekaterih mednarodnih faktorjev, skrival oktobrsko revolucijo, prevzel oblast v Rusiji in ko se končale te, rekel, bitke Rdeče armade, osvajalne bitke, ko so jih na koncu Poljaki ustavili pred Varšavo, se je začela ta oblast v Rusiji utrjevati. Stalin oziroma Lenin še takrat je seveda izhajal iz, rekel, klasične marksistične doktrine, da je socializem oziroma komunizem svetovni proces in da je pač zdaj treba sprožiti revolucije tudi v drugih državah, zato da pa bi pač komunistične stranke, ki so takrat rastle kot gobe po dežju po Evropi, znale narediti to revolucijo, so pač voditelje teh strank vabili v Rusijo oziroma v Sovjetsko zvezo, da si ogledajo ta socialistični rej, ki bi ga potem ustvarjali tudi doma. No in med temi, ki je bil povabljen na to srečanje, ustanovili so tudi to komunistično internacionalo, Kominterno. Ni od teh sestankov tam v začetku 20 let prejšnjega stoletja bil tudi ustanovitelj italijanske komunistične stranke Antonio Gramsci, ki je pač takrat potoval po Rusiji in videl, kaj se tam dejansko dogaja in ni mogel verjeti svojim očem. On je bil tak prepričan komunistični vernik in si je to malo drugače predstavljal, kako pač ljudje živijo v komunizmu. In je tam videl teror, streljanje kmetov, nasilje in potem, ko je prišel nazaj, je zapisal, kako v Rusiji, kjer so pač izvedli to klasično marksistično komunistično revolucijo, potrebujejo neizmerno količino nasilja, da ljudi obdržijo v tem raju. In da to v Italiji ali pa v zahodni Evropi to ne bi šlo. Ljudje bi se prej uprli in
take revolucije tam ne morejo izvesti. In je potem pač lamentiral, kako bi se pa to vseeno dalo, ne, in je pač prišel do tega, da je pač treba meščansko družbo, kot je on rekel, se pravi pač družbo evropske civilizacije, najprej razgraditi njene temelje. Ne. In je naštel 5 temeljev te družbe, to so družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. Ne. Zapisal je pač zahodna civilizacija, meščanska civilizacija, kapitalistični svet je zgrajen na teh temeljih in komunizma ni možno vzpostaviti, dokler bodo ti temelji obstajali, zato jih je treba uničiti, razgraditi, da pa bo to sploh možno. Na silo se to ne da, kot je pač sredi vojne naredil Lenin, jih je treba najprej razvrednotiti, diskreditirati, narediti ljudem prikazati kot nekaj, kar jih zatira, ne, in jih osvobodi tega. Zato, da bo to možno, pa je potrebno osvojiti institucije, ki ustvarijo zavest, ne, ki bo človeku ustvaril nek vrednotni sistem. Ne, to so pa predvsem šolski sistem in kulturne institucije. Se pravi, tam, kjer se pač ustvarja softver takratne družbe, pa seveda mediji, ne, kjer se to pa potem pač množično razglaša. In seveda Gramsci so sledili mnogi marksistični filozofi, pa seveda tudi politiki takrat po Evropi, različna imena so potem dajali temu konceptu, nekaj časa starejši so ste verjetno spomnili, ne, se je govorilo o evrokomunizmu in tako naprej. In razvijali ta koncept in ga seveda tudi uveljavljali. Ne. Se pravi, klasična revolucija, potrebno pač dobiti na svojo stran vojsko, policijo, represivni aparat, zasesti parlament, infrastrukturo, narediti udar na revolucijo, ne, tako kot je to naredil Lenin, in potem seveda spreminjati šolstvo pa kulturo in tako naprej. Ne, tukaj so pa zadevo obrnili. Najprej zasesti te institucije, pa potem niti ne bo potrebno, ne, z neko grobo silo spreminjati družbe. Ne bo sicer dlje trajalo, ampak to je pač sistem, ki bo deloval na Zahodu. Ne. In seveda, zdaj, če pogledamo komunistični manifest, ki je pač nastal skoraj pred 200 leti, tam piše isto, ne. Tam piše isto. Komunističnem manifestu piše za razgradnjo meščanske družbe je potrebno odpraviti njene temelje. Ne. In to so družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. Gramsci je pač uporabil isto, samo je zadevo obrnil. Zdaj, po razpadu Sovjetske zveze, ne, je pač kazalo, ali pa je večina ljudi, ne, tudi znanstvenikov, ki so se pač ukvarjali z sociologijo družbe in sprememb, nekako verjelo, da pač je ta filozofija ali pa ta ideologija pa se, pokopana, ni več. Ne. Nekateri so celo govorili o koncu zgodovine, zdaj bo pač liberalna demokracija, ali pa nekateri so šli celo naprej, liberalna demokracija, nek pač od vseh sprejet sistem, je se še nekaj ostankov, kjer pač se temu ne sledi, kot Severna Koreja, pa Kuba, a ne, pa Kitajska, ki pa je mogoče že en korak naprej. Skratka, nevarnosti ni več, hladne vojne ni več,
Torej, stvari bodo šle naprej same po sebi v pravo smer. Pa seveda niso šle, ne, ker pač tako kot se je v Sao Paulo sestal ta forum, ne, in prešaltal na Gramscijev model uničevanja zahodne civilizacije, tako so se tudi drugod po svetu ustanavljali razni forumi. Ne. Zdaj, ko je v Sloveniji nastal forum 21, ne, mislim, da leta 2003, se je marsikdo vprašal, zakaj se ravno imenujejo forum, ne? Glede na to, da ga je vodil bivši predsednik CK-ja, lahko bil to komite, ne, ali pa, ne vem, odbor, ampak so bili forum. Šele, ko človek prebere to knjigo, ne, mu je jasno, zakaj, odkje je prišlo to ime, ne? Ni bilo slučajno, ne. Skratka, različne asociacije so se takrat ustvarjale, ustanavljale in furale naprej to paradigmo kulturnega marksizma. Zdaj, kjero skupino Slovenija spada? Slovenija spada v skupino tistih držav, kjer se je najprej pač izvedla klasična krvava revolucija, ne. Zato imamo 700 morišč v državi, ne, poleg vsega ostalega. Potem je prišlo do slovenske pomladi in do prvih večstrankarskih volitev, do sprememb, do slovenske ustave, ki je ta sistem postavila izven ustavnega okvira, in nekaj časa je šlo vsaj za silo v pravo smer, ne. Zdaj pa je udarni val. Zdaj pa ne glede na to, kaj piše v ustavi, ne, v Sloveniji doživljamo renesanso kulturnega marksizma. Zadnje leto očitno, ne, ni treba biti znanstvenik, ne, ali pa imeti mikroskop, da to vidiš, ne, vse to, kar je tudi v zadnjih tednih stvar razburjanja, ne, in polemike v družbi, obojanja kulturnega boja, so pač poteze vlade, ki so iz tega priročnika, no. Ne iz tega priročnika, ampak iz priročnika kulturnega marksizma. Se pa ne dogaja to seveda samo pri nas, ne. Poglejte Združene države, ne. Zdaj vse to, kar pač spremljamo na ekranih, kar se dogaja v Združenih državah, ko se enostavno skuša zanikati vse tisto, kar je prinesla zahodna civilizacija, pa ne samo to, ne, tudi to, kar je prinesla naravna evolucija, pa narava sama, ne, in se preko tega razgrajuje družina, narod in tako naprej, potem dejansko vidimo, da poteka nek svetovni proces, ne. Zdaj, take najbolj banalne zadeve so pač, ne vem, mogoče navedel napačno številko, nisem čist up to date. Nazadnje, ko sem bral eno od teh nebulos, ker je bil podpisan doktor znanosti, je, da obstaja 48 spolov. Jaz mislim, da sta samo dva, ne. Tudi v tej študiji ni bilo nič pojasnjeno, zakaj bi bilo ravno to, ampak ne, spol si lahko vsak sam izbere, zdaj, kakršen koli pač, ne. Pa moški ima lahko menstruacijo, sicer nisem še enega srečal, ki bi to potrdil, ampak prodajajo artikle, zdaj, ponekod, ne. Pa Adidas je zdaj izdal kolekcijo ženskih kopalk za moške, tako da, ne. In to na veliko reklamirajo, ne. Zdaj v ozadju seveda ni zgolj to, ne, da bi se nekomu malo utrgalo pa to, ampak so to pač inštrumenti, preko katerih se enostavno pač razgrajujejo neki temelji civilizacije, ki je vendarle omogočila zahodni polobli ob mnogih mukah in vojnah in tako naprej vseeno nek
zelo velik napredek. Neprimerljiv za čemerkoli, kar se je dogajalo prej v zgodovini. Danes, ko pač moderne tehnologije omogočajo seveda to, da nekdo, ki ima veliko finančnih sredstev, razširi po svetu katerokoli neumnost in jo pač marsikdaj kupi, grejo stvari hitreje, kot so šle pred 100 leti, ko je Gramsci pisal o tem. Takrat ni bilo interneta, ni bilo televizije, radio šele v bistvu se začel uveljavljati, danes so ti inštrumenti precej večji in je zaradi tega tudi ta pohod kulturnega marksizma bistveno hitrejši. Ključni razlog za to, da pa se je stvar tako razširila, je pa to, da nismo vedeli, odkje to prihaja. Pa večina ljudi še vedno ne ve. Vidi nekaj, pa gre to na televiziji, si mislijo, pa sej, mogoče pa je tako, kaj pa sem jaz, da bom sodil, če oni tam pravijo, da je pa več spolov, pa ok, pa 48, pa 48. Tako da, šele v zadnjih letih je na svetu nastal odpor, preko tej razgradnji zahodne civilizacije, ki v bistvu, če zelo poenostavimo, temelji na 10 božjih zapovedih. V teh 10 božjih zapovedih je vse. So temeljna pravila, ki omogočajo neko normalno sožitje in življenje. Se pravi, ne ubijaj, ne kradi in tako naprej in tako naprej. In zaradi tega je pač eno od ciljev marksizma, klasičnega ali pa kulturnega, seveda tudi odpraviti vero, razgraditi vero. Saj nima sem krščanstvo nekih temeljnih zakonitosti, imajo tudi nekatera druga verstva in seveda kulturni marksizem napada vse. So pa marsikje po svetu seveda se tega zavedli prej, preden se je tega zavedla zahodna civilizacija. No in zdaj čisto konkretno odgovor na vaše vprašanje. Slovenija pa spada v skupino držav, kjer jim ni bilo treba z dolgim pohodom šele osvojiti institucije, kjer so jih večinoma osvojili že z krvavo revolucijo. Ta sprememba, do katere je prišlo z osamosvojitvijo, z demokratizacijo, s sprejemom nove ustave, je pač na površini seveda prinesla parlament, vlado, volitve vsake 4 ali pa 5 let, volitve na lokalni ravni in tako naprej. Ni pa seveda ta sprememba ne spremenila nič bistvenega v šolstvu, na univerzah še posebej, nič bistvenega v sodstvu, nič bistvenega v medijih, nič bistvenega v večini kulturnih institucij, kvečem se je stvar poslabšala. In zaradi tega je ta val v Sloveniji toliko močnejši. In se ga seveda ne da ustaviti zgolj s tem, da pač se dobi večino na volitvah, pa se stavi vlado in tako naprej, ker je to zgolj, bom rekel, en del sistema, ki pač usmerja ladjo, državo ali pa lokalno skupnost, če gremo na to raven naprej. Zavest se ne ustvarja v vladi, zavest, vrednotni sistem nastaja v družini, v šolah, z gledanjem televizije, branjem medijev, obiskovanje kulturnih predstav in tako naprej. In to je tisto, kar je v bistvu dejansko napadeno. In tisti, ki to obvladuje, potem seveda rekel, z lahkoto ne usmerja tudi neposredno stvari, ki potem odločajo o glasovanju na volitvah, o udeležbi na volitvah, pač o marsičem. Edino, kar se ne da na ta način usmerjati, je, bom rekel, zdrava pamet, pa umno gospodarjenje ali pa upravljanje z občino ali pa z državo ali pa s podjetjem. Zato je potrebno kaj več kot pa zgolj teženje k razgradnji teh temeljev. In tukaj
na teh točkah potem seveda se začne propad realizacija teh konceptov. Ponekod drastično kot v Venezueli, drugod tako, da pride pač prej do raznih sprememb v Sloveniji na ta način, da še vsaka stranka, ki jo naredijo kot nekaj novega, kot stranko novih obrazov, ko se sreča z realnostjo, enostavno propade, pa jo na naslednjih volitvah ali ni več, ali pa pridejo z avtobusa na fičko, ampak ker obvladuje ta software, se to lahko potem vedno gradi na novo. Generacije zapravljajo priložnost, ker pač se moramo pol s tem ukvarjati. Sami veste, kako je, če ima podjetje nesposobnega direktorja. Lahko so vsi delavci pridni, pa delajo nadure in tako naprej. Če so tam na vrhu napačne odločitve, vseeno lahko pride do stečaja. Zdaj to skupino držav, to drugo skupino držav, kjer pač kulturnemu marksizmu ni bilo potrebno opraviti dolgega pohoda skozi institucije, ne pripada samo Slovenijo, sem spadajo vse bivše komunistične države, kjer se tranzicija ni do konca izvedla. In teh je kar nekaj, niso pa vse bivše komunistične države v tej skupini, ker recimo Srednja Evropa je več ali manj upravila z temi ostanki, jih je zelo malo, bolj pa gremo pač južno od nas, pa dobimo iste vzorce. Gospod Janša, prej ste govorili pač o komunistični revoluciji, zdaj v zadnjih tednih oziroma 14 dnevih je zelo aktualen ta manever zadnjega šefa partije Milana Kučana glede spomenika revolucije in spomenika osamosvojitve. Glede tega mu je na prvi pogled nekako prisluhnil predsednik vlade Robert Golob pri tako imenovani javni spovedi pred mediji, ampak potem je vlada zasedala in dala neka čudna sporočila glede tega. Luka Mesec pa je pač dejal, da so sprejeli samo nekakšna izhodišča, tako da vprašanje, kaj se bo z tega izcimilo. Kako vi na to zadevo gledate? Najprej, da je rešitev enostavna. Zdaj na Trgu Republike stoji spomenik revoluciji in se tako tudi uradno imenuje. Ne spomenik Enobeju, spomenik socialistični revoluciji, na katerem je citat iz socialistične oziroma komunistične ustave. V slovenski ustavi pa piše, da, oziroma v temeljni ustavni listini, s katero smo se osamosvojili, v ustanovnem aktu slovenske države pa piše, da Slovenci odhajamo iz Jugoslavije, ker je bila nedemokratična, totalitarna, ker so se kršile človekove pravice in kjer se je zatirala tudi samobitnost slovenskega naroda. Torej, Slovenija pač potrebuje spomenik osamosvojitvi, ker bo samo to napisano, kar itak že piše v temeljni ustavni listini, ponovljeno potem tudi v preambuli same ustave, ki smo jo sprejeli decembra 1991, in pač tisti stari spomenik z citatom iz socialistične ustave v muzej, na trg pa spomenik, ki pač nosi besedilo veljavne slovenske ustave. Ne rabimo nekih velikih natečajev pa vladnih komisij, kot je zdaj ustanavljajo, kaj bodo naredili. Lahko pa približno slutimo, kam pestaco moli s tem predlogom. Zdaj do tega predloga, bivšega predsednika partije in nažalost tudi Slovenije, je prišlo zato, ker je bil upor proti ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve prevelik.
v vseh veteranskih organizacijah, tudi tam, kjer imajo na čelu pač, bom rekel, neko vodstvo, ki bi bolj sodilo v kako drugo organizacijo, ampak načeloma nobena od veteranskih organizacij, mislim, da jih je 7, iz časov osamosvojitve, ko gre za članstvo, ne podpira ukinitve muzeja slovenske osamosvojitve. Pač s tem bi podprli nekaj proti lastni identiteti, proti vzroku lastnega obstoja. No, in seveda to so pač pogruntali, da so šli predaleč in zato so prileteli z tem predlogom. Kjer pa je po mojem namen enak, kot je bil pri spomeniku sprave. Govorilo se je 20 let, da je pač potrebno postaviti spomenik, da v glavnem imajo države spomenik neznanemu junaku, kamor tuje delegacije polagajo vence in tako naprej, in ki simbolizira vse, brez nekih političnih razlik, ki so tako ali drugače pač umrli za domovino. Slovenija tega nima. No in seveda, da ne bi res nastalo nekaj, kar je pač podobno temu, kar imajo drugi, in je normalno, so postavili 2 prazna betonska stebra tam v zakotje Kongresnega trga. In zdaj se tam polagajo vence in pač, ko pride tuje delegacije tam in položijo tja venc, gledajo tiste stebre betonske, ker ni nič gor, in pol tako pač, ne tam uradno, ampak pol na kosilu malo vprašajo, kaj pa to sploh je, kaj pa to pomeni, Skratka, se bojim, da ker je pač ta odpor proti muzeju, ukiniti muzeja osamosvojitve je bil velik, da je pogruntalo, pač bolj, da mi postavimo eno prazno ploščo nekam, kot da nekdo pol postavi ta pravo, in to se zna zgoditi. To se zna zgoditi. S tem, da zdaj je bilo tudi pojasnjeno, da Kučan ni nikoli predlagal, da se spomenik revolucije umakne. To so novinarji sami dodali. Zdaj na veliko razlagajo, da to ni res, da morajo ostati. Treba še nekaj postaviti. Ampak tle je rešitev preprosta. Pač Slovenija ima svojo ustavo, tam piše, zakaj smo se osamosvojili. Če gre za spomenik osamosvojitve, je že vse napisano. Ni treba vladne komisije ali pa Kučan ali pa kogarkoli, da bo zdaj to delal. To stvar bo zanimivo, bo pa zanimivo spremljati. Slišimo pa na vladi, oziroma slišimo pa pač informacije, ki cirkulirajo z vlade, da nekateri celo temu nasprotujejo. Se pravi, ena stranka pa pol celo temu nasprotuje, da bi karkoli se sploh pogovarjalo o kakšnem spomeniku osamosvojitve. Ker Levica, ki je vladna stranka, Državnem zboru razlaga, da je bilo slovensko osamosvojitev malo da ne kriminalno dejanje. Poslanci Levice, se je mogoče kdo slišal, ne enkrat, ne 10-krat, tisti, ki tam sedimo, moramo to stalno poslušati, razlagajo, da oni ob slovenskih državnih praznikih, razen za 1. maj, ne obešajo slovenske zastave in da je Slovenija z osamosvojitvijo razbila krasno, sijajno, cvetočo Jugoslavijo. Najbolj žalostno je pa to, da tisti, ki to razlagajo, tisti cvetoči Jugoslaviji niso nikoli živeli. So bili rojeni kasneje, glavnem. Kar pomeni, da je slovenski šolski sistem zelo zgrešil na nekih točkah. Ko gre za vzgojo v družini, je to druga stvar, ampak če imeli mi normalen šolski sistem, kar se tiče vrednot in vsega tega, mislim, da v Slovenskem državnem zboru ne bilo stranke, ki je nastala s pomočjo denarja iz foruma Sao Paula na ambasadi iz Venezuele in ki bi razlagala, kako je slovensko osamosvojitev
malo da ne kriminalno dejanje. Sedijo pa v parlamentu, ki ga ne bi bilo, ne? Če ne bilo slovenske osamosvojitve in oni nikoli ni poslanci v tem parlamentu. Ne? No, kot vemo, je Golobova vlada prejšnji torek na dopisni seji preklicala sklep o razglasitvi 17. maja kot nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Vi ste bili do tega na Twitterju zelo kritični. Zaradi tega pa so vas nekako in v bistvu ste posvarili oziroma posvarili pred državljansko vojno. Režimski mediji pa so vas obtožili, da pozivate k državljanski vojni, torej čisto drugače. Mogoče, če preberem samo ta zadnji del vašega tvita. Ukinitev spomina na žrtve zločinov, ki večinoma še vedno nimajo izdanih mrliških listov niti groba, ob hkratni rehabilitaciji in slavljenju množičnih morilcev je zlovešča napoved aktualnega režima, da je pripravljen spet polniti jame in rudniške jaške z drugače mislečimi. Konec citata. Jaz sem bil v dvorani Slovenske skupščine, ker sem bil izvoljen tudi kot poslanec, takrat še delegat družbeno-političnega zbora na prvih večstrankarskih volitvah maja leta 90, kjer je dr. France Bučar, potem, ko je razglasil, da je nov parlament oziroma skupščina še takrat konstituirana, dejal, s tem se je na Slovenskem končala državljanska vojna. In ni bilo nikogar, ki bi temu oporekal. Ker je bilo jasno, da je pač nek režim, enopartijska diktatura z konstituiranjem večstrankarskega parlamenta simbolično odstranjeno. In mislim, da isti dan so iz predverja skupščine odnesli tudi velik doprsni kip Josipa Broza Tita. Je bil zelo simboličen dan. Noben temu ni nasprotoval. Tudi Milan Kučan, ki je bil takrat izvoljen za predsednika predsedstva republike. Zdaj, državljanska vojna seveda ni samo spopad z orožjem, državljanska vojna je po tej definiciji tudi vse, kar se je dogajalo do leta 1990. Je to pač širši pojem. Zdaj, kar se tiče dneva spomina na žrtve komunističnega režima, je trenutno Slovenija edina država, ki je imela tak režim, ker tega dneva spomina nima. Oziroma je še ena, ki ga nima, to je Rusija. Slovenija, pa Putinova Rusija, trenutno nima uradnega dneva spomina na žrtve komunističnega režima. Zdaj, ne vem natančno za Rusijo, spominjam se, da v času, ko je bil Jelcin predsednik Rusije, da so ta dan uvedli. Se je pa to kasneje nekje izgubilo, mogoče so ga ukinili, mogoče ga niti niso, tako da nam komu delal krivice, vem pa, da se ne obeležuje. Ker Putin pač zdaj odkrito pač gradi politiko na sistemu, v katerem je bil včasih agent KGB-a. In ruski tanki, ki pač morijo po Ukrajini, imajo rdeče zvezde gor. Nimajo samo črke Z, tisti, ki so prišli iz zapadne strani, imajo tudi rdeče zvezde. Dan spomina na žrtve komunističnega režima praznujejo po Srednji Evropi, po Vzhodni Evropi, v Ukrajini, kjer je to pač neko obdobje, ker je v teh državah drastično pač zaznamovalo narod, prebivalstvo in pustilo za sabo na tisoče, skupaj na milijone, na desetine milijonov žrtev. Vlada neke države, ki je članica Evropske unije, Zveze NATO, Sveta Evrope, OECD-a in tako naprej, ukine tak dan, to ni razumljivo nikomor izven Slovenije. Mi smo imeli ravno v teh dneh, ko je prišlo do tega na Bledu,
srečanje izvršilnega odbora in generalne skupščine Zveze sredinskih demokratov. To je internacionala, ki se je nekoč imenovala krščanska demokratska, potem se je razširila na države, kjer pač so to druge religije. Mislim, da imamo zdaj 112 članic iz preko 80 držav. Tudi ljudje, ki so prišli tja iz Afrike, razumete, ali pa iz Azije, dol iz Kambodže, niso razumeli, kako je to možno. Kako, pač je oblast, ki nekako izhaja iz tistega časa in slavi tisti čas in tako naprej. To so še razumeli, ker marsikeri državi se tudi srečujejo s takim, ampak da je bila pa oblast tako neumna, da uradno pol tudi ukine, ne samo da spregledam, ampak da uradno to ukine, to pa ni noben razumel. Pa da to naredi še vlada države, ki je zdaj lobira okoli, da bi bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, je pa to še toliko bolj nespametno. In zdaj, ko smo poslušali tiskovno konferenco tehle predstavnikov vladne koalicije, jaz nisem mogel govoriti svojim ušesom, tam bil predstavnik Kaj Vatovec iz Levice, ki se ga vprašali, zakaj ste pa to naredili tako na hitro, tik pred praznikom, končno sem imel 1 leto časa. Je rekel, zato, ko so se že začeli zbirati na trgu. Jaz sem bil tam na trgu, mogoče je bil kdo ali pa gledal na televiziji. Tam je bila ena sama bolečina. Tam so bili ljudje, ki še vedno ne vedo, kje so pokopani njihovi svojci. Nimajo mrliških listov, ne samo nimajo groba, mrliških listov nimajo. Uradno niti niso proglašeni za mrtve, pa jih ni od leta 1645. Niti teh stvari še nismo povsod uredili. In so se tam prižigale sveče, noben ni govoril o tem, kdo je zmagovalec, kdo ni zmagovalec in tako naprej. Šlo je zgolj za, bom rekel, eno tako pietetno prireditev. Organizator je celo odnesel svečo tja zraven na grobnico narodnih herojev, češ tudi za njih molimo. Model iz Levice pa pravi, so se že začeli zbirati, zato smo morali to. Če to ni obojenja nekega, rekel, zloveščega duha državljanske vojne, pol jaz ne vem, kaj bi to sploh lahko bilo. Pa seveda dogajajo se tudi stvari, ki vam uidejo. Ravno danes so objavili vabilo na delavnico v kemp tam nekje v Pivki, ne vem, kako se že imenuje, ampak tam je program napisan, delavnico, piše, delavnico o tem, kako postati partizan. Junija leta 2023. In pol smo mi nestrpni, pa mi zdaj delamo nekaj, kar je nesprejemljivo. Paradirajo z orožjem in totalitarnimi simboli, zdaj praktično že vsak teden po raznih proslavah. Od leta 2012 kričijo smrt janšizmu, ubij Janšu. Trg Republike je bil v času epidemije poln plakatov, ki so jih tiskali na nacionalni televiziji, smrt, smrt, smrt. Zdaj, ko pa se temu upreš, si pa obtožen sovražnega govora. Te stvari so nevarne. In bolj glasno bomo na nje opozarjali, manj je možnosti, da pač pride do ponavljanja tragičnih dogodkov. Ne pa biti naiven. Ne pa biti naiven, ker marksizem, bodi si, rekel, klasični, bodi si kulturni, to je kultura smrti. Človeško življenje nič ne pomeni na koncu. In ta oblast to pač dokazuje stalno. Tudi z povsem konkretnimi ukrepi. Se pravi,
En od glavnih naporov, ki smo ga mi poleg boja s COVID-om naredili v prejšnjem mandatu, je bil zakon o dolgotrajni oskrbi. Po 30 letih smo spravili čez parlament zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon, ki omogoča, da se skrbi za najbolj ranljive, starejše in tako naprej, na sistemski način, tako da so vsi enako obravnavani in tako naprej. Zakon, ki seveda stane, sam stane to, kot si lahko pač slovenska družba privošči. En od prvih ukrepov je bil, da so to preložili izvajanje. Zdaj pa prišel v parlament zakon o evtanaziji, se pravi o pomoči pri samomoru, pri končanju življenja. To je sicer težka tema, ampak nekateri njihovi zagovorniki so to takoj pospremili s tem, vse to cenejše, kot da skrbimo za starejše. Tako da kultura smrti je v bistvu skupni imenovalec za uničevanje temeljev zahodne civilizacije. In je treba stvari tudi poimenovati s pravim imenom. Ker na tem se uspeva. Vse, kar je kritika tega ravnanja, oni razglasijo za politično nekorektno ali pa zdaj zadnja pogruntavščina je sovražni govor. Oni lahko kričijo smrt, če pa ti rečeš, da je to necivilizacijsko, je pa to že sovražni govor. Mislim, da je ali jutri ali enkrat ta teden je na dnevnem redu Državnega zbora zakon, s katerim vladna koalicija vrača, briše kazni vsem, ki so kršili COVID odloke, ki so pozivali na sovraštvo, na smrt, na nasilje, ki so napadali novinarje, snemalce, medijske hiše, tuje delegacije, ko smo predsedovali Evropski uniji, so predlagali zakon, da vse kazni, ki so bile takrat izrečene, da se enostavno brišejo, če je pa kdo že plačal, da se mu vrne. Iz vaših žepov, seveda. To je ta teden na dnevnem redu. In Poloni govorijo o spodbojanju sovraštva pa nasilja. Zdaj, kaj je to drugega kot sporočilo tistim, ki so to izvajali, delajte to še naprej, saj če boste kaznovani, vam bomo itak vrnili. Tako da, gledajte, nekoč je totalitarni pač marksizem, tudi v Sloveniji uspeval kot je to opazil tudi Gramsci v Sovjetski zvezi, neizmerno količino nasilja. Zdaj pa obvladuje družbo z neizmerno količino laži. Z neizmerno količino laži. In tem lažem se je treba upreti, da pa smo pri tem uporu učinkoviti, je pa treba poznati, odkot to prihaja. In zato je ta knjiga, bom rekel, priročnik za boj z lažjo. Gospod Janša, še to bi vas vprašal, preden dava še možnost poslušalcem, da zastavijo kakšno vprašanje. Kako gledate na te silne pritiske vladajočih, Golobove vlade na Ustavno sodišče Republike Slovenije, na nekatere ustavne sodnike, da bi vendarle dopustili, da bi si lahko vladajoča koalicija politično podredila RTV Slovenija. Kot vemo, je Golob danes v poslanskem odgovoru celo dejal, da bo vladajoča koalicija naredila vse, da bo osvobodila RTV Slovenija. Upajmo, da ne tako kot leta 1945. Ja, pa jaz se bojim, da so se sposobni lotiti tudi tega, če ne bo šlo drugače. Zakaj? Ravno zato, ker pač brez tega, da obvladujejo zvočnike, se pravi ključne medije, tudi neizmerna količina laži ne pomaga, ker pač rabijo tudi inštrumente za to razširjanje. In tukaj bodo bistveno bolj, se bodo do zadnje kaplje borili za ključne medije bolj kot za vlado.
ker če kontrolirajo še naprej največje medije, potem pač tudi če pride neka vlada pa kaj reši vmes, že poskrbijo, da nastane neka nova stranka, nek nov obraz pač v enem mesecu volilne kampanje. Če obvladuješ dve glavni televiziji v Sloveniji, ne poročaš o tem, kar se dejansko dogaja, lažeš, manipuliraš, kar se vedno dogaja, potem lahko, ne vem, če se zelo pošalim, lahko bi potem izvolili tudi tisto gorilo, ki je predsednica Državnega zbora posvojila nekje v Afriki. Zato je taka ihta zdaj pri nacionalni televiziji, kjer je še vedno po moje od 2 ali 3 tisoč zaposlenih, 90% teh, ki so jih itak oni nastavili, sej pravijo, tistih, ki mislijo drugače, tam je, kaj je rekel Štefančič, jebeno malo. Ampak že to, da je kaka oddaja, kak prispevek malo drugačen, to jih izjemno moti. Ker to je pa pač kruto dejstvo za njih. Laž potrebuje zelo močne zvočnike. Laž potrebuje 100-krat močnejše zvočnike kot pa resnica. Resnica, če enkrat objavljena, vseeno deluje na drugačen način kot sama laž. Laž je treba neprestano ponavljati. In tega se zavedajo, to je preizkušeno. Veliko o tem je tudi v tej knjigi napisano. Resnica pa mogoče potrebuje 10% ljudi v nekem mediju, pa je že malo drugače. Tisti, ki smo starejši, se spominjamo tam konca 80-ih let, ko sta 2 ali pa 3 novinarji v delu, pa jih je bilo tam 400. Vsake toliko časa nekaj napisalo, pa so to vsi prebrali. Se je to na podlagi tega dalo marsikaj izvedeti. So kaj potaknili, ki je vmes. Vseh ostalih 400 pa ni imelo tako močnega glasu, ker so bili pač propagandno orožje ali pa orodje. Pa še to, predstavljajte si, da v času našega mandata jaz kot predsednik vlade obiščem Ustavno sodišče. V času, ko ta odloča o RTV-ju. Naslednji dan bi kolesarili tam 100 na uro po trgu, pa Evropska komisija bi zagotovo takoj dala izjavo, kako je to nesprejemljivo. Da bi pa kdo iz naše vlade pozival Ustavno sodišče, naj čim prej odloči, naj čim prej osvobodi nacionalno televizijo, to pa, ne vem, po moje bi kazenske ovadbe bile spisane v 4 urah. Zdaj pa je to vse, to pač ne. Še Evropska komisarka pride, pa obišče Ustavno sodišče, ravno ko to odloča o zakonu ali pa zadržanju nekega zakona, ki je itak skropucalo samo po sebi. Imajo pa tukaj veliko dilemo. Recimo, da Ustavno sodišče presodi, da lahko neka politična večina v Državnem zboru sredi mandata z zakonom poreže te mandate in postavi nove. Potem je to ustavna norma. Potem neka naslednja večina lahko to naredi isto. Zaradi tega je sploh prišlo do zadržanja tega zakona, pa do situacije, ko sami ne vedo, kaj bi naredili. Ker ko je zadeva enkrat na ustavni ravni, sicer tudi to možno, ampak načelno pa ni možno o isti stvari drugače odločati, naslednjič. To bo zelo zanimivo. Od, bom rekel, rezultata tega osvobajanja nacionalne televizije bo v naslednjih mesecih marsikaj odvisno. Dajmo se pozitivno presenetiti. Hvala, gospod Janša. Zdaj bi pa povabil poslušalce za 3 vprašanja občinstva. Tamle je hostesa, pa če ima kdo kakšno vprašanje, ga lahko zastavi. Ja? Če lahko kdo roko dvigne. Sam imam
sicer še vedno v zalogi, še vedno več vprašanj za predsednika. Niti ne vidim nobene roke. Gospod Janša, zato bi vas jaz samo vprašal, danes ste se na Twitterju odzvali na intervju, ki ga je dala zunanja ministrica Tanja Fajon, glede, govorila je o kandidaturi Slovenije v varnostnem svetu Združenih narodov, in tam je tudi dejala, da Slovenija ne bo marioneta nikogar in podobno. Vi ste se na to odzvali in pač obstaja namreč bojazen, da Slovenija pod sedanjo vlado s to kandidaturo ne bo uspela. Ja, lejte, Varnostni svet Združenih narodov ima 5 stalnih članic, pa večje število nestalnih članic, ki se volijo vsake toliko časa z različnih delov sveta, mislim, da za obdobje 2 let. Zdaj, teh 5 stalnih članic, pač vemo, kdo so, imajo pravico veta. Ta pravica veta v 20% Organizacija Združenih narodov naredi invalidno, se pravi, morali ukrepati, pa ena od teh držav blokira ravnanje. No, te nestalne članice pač v primerih, ko ni veta, glasujejo o odločitvah in so pač tudi situacije, ko je ta glas pomemben, ko je vsak glas pomemben. Zdaj, nestalne članice Varnostnega sveta voli Generalna skupščina Združenih narodov. Za izvolitev je potrebna 2/3 večina, to je 129 glasov. Slovenija je bila že nekoč pred leti nestalna članica in iz tako imenovane vzhodnoevropske skupine držav članic in ni še na vrsti, da bi bila spet, ker je pač nek neformalen vrstni red. Ker pa je za to mesto v tej vzhodni skupini kandidirala Belorusija, so naši ameriški pa evropski zavezniki prosili v času naše vlade še, pred letom pa pol, če bi mi kandidirali, zato da ne bo Belorusija zaradi pač znane situacije, takrat, če ni bilo agresije Rusije na Ukrajino in beloruske vloge pri tem, je pa bilo že takrat v Belorusiji okoli 700 političnih zapornikov, represija, sankcije, ki smo jih uvajali in tako naprej. Skratka, da taka država pride v Varnostni svet Združenih narodov, je to pač še en glas za Rusijo in diktature in tako naprej. Tako je na izrecno prošnjo naših zaveznikov je Slovenija še v času naše vlade vložila kandidaturo, ker so ocenjevali, da smo mi tisti, ki lahko dejansko dobimo 2/3 podporo Generalni skupščini, tako da tam ne bo Belorusije ali pa kakšne druge manj primerne države. In so seveda obljubili so podporo pri lobiranju, pri nabiranju podpore. V zadnjem letu je Generalna skupščina OZN, mislim, da 4-krat glasovala o Rusiji in Belorusiji, obsodila agresijo in tako naprej. Rezultat je bil vedno preko 130 glasov za obsodbo Rusije in Belorusije, proti je bilo par glasov. Nekaj 10 držav se je vzdržalo. Zdaj, zakaj govorim? Te podatke navajam zaradi tega, ker to glasovanje kaže nek doseg, ne Slovenije, ampak pač naših evropskih in ameriških zaveznikov. To glasov lahko naberejo. Torej, tudi če Slovenija ne bi nič naredila tukaj, pa imeli normalno vlado, bi bili po moje avtomatsko izvoljeni. Sveta, nekaj mora že narediti, ampak najbrž je popolnoma jasno, da Francija, Anglija ali pa Združene države Amerike lahko prepričajo več držav,
kot Slovenija. Ne. Zaradi razlogov, o katerih najbrž ni treba posebej govoriti. Tako da na nek način se je zdelo samoumevno, da bo Slovenija pač dobila zadostno, ne samo premagala Belorusijo, ampak dobila zadostno podporo. Pa zadnje tedne naenkrat poslušamo znanjo ministrico, ki govori, da to pa ni samoumevno, da se bo treba še zelo potruditi. Slišimo pol tudi odmeve teh obiskov pa posvajanja goril po Afriki, ki niso najboljši, rekel iz teh držav, in se kaže, da se tukaj nekaj zapleta. Slišimo tudi, da naši zavezniki delajo na rezervni varianti, govori se o državah, ki niso niti članice Evropske unije, kjer če Slovenija ne dobi zadostne podpore, Belorusija itak ne bo, potem se išče nekega pač alternativnega kandidata iz te vzhodne evropske skupine. Skratka, nekaj, kar je bilo več ali manj že dejstvo, zdaj očitno pada v vodo in seveda, zdaj danes sicer Fajona napisala nekaj, kako mi nagajamo. Zdaj mi ne nagajamo, zaradi nas smo sploh dobili, pač v času naše vlade smo sploh dobili kandidaturo in kjer lahko kaj naredimo za podporo, svedno naredimo, ampak zdaj ključni faktor pri tej zadevi, kot pri mnogih drugih mednarodnih stvareh, je zdaj pač pozicija pod odnos Rusije-Ukrajina. Ravno kar je bil končan vrh G7 na Japonskem, ker je bila to osrednja tema, tudi ukrajinski predsednik je bil tam in tako naprej. Zdaj pa glede tega je pa pri nas malo čudna situacija. Slovenija uradno tudi pod to vlado podpira Ukrajino, pošilja pomoč, na obiske hodi in tako naprej. Hkrati pa, ljudje kot Milan Kučan, Danilo Türk, vrsta profesorjev, bivših ambasadorjev in tako naprej, ki imajo velik vpliv v Sloveniji, ki so predlagali aktualno predsednico države, da je bil njen predlagatelj, napišejo pismo, v katerem v bistvu obsojajo NATO in zahodne države, da so one povzročile vojno v Ukrajini. In na to potem morajo reagirati veleposlaniki teh držav v nekem javnem pismu, kar se še nikoli doslej v Sloveniji ni zgodilo. Se pravi, iz neke situacije, ko je bila Slovenija v položaju nekega 100-odstotnega zaupanja, zato so nas tudi prosili za to kandidaturo, smo prišli v nek položaj, ko se malo dvomi v to. Češ pa glasovanje pa se bodo pa vzdržali, ko bo šlo za Rusijo ali pa bodo šlo glasovali za njih. Kaj pa vemo? In potem še, seveda, marsikaj, kar pri nas mediji prikrijajo ali pa malo tako zameglijo. Tu je diplomatska predstavništva malo še pokopljajo, pa grejo na obiske na različne strani, pa dobijo še dodatne informacije in vedo, kdo ima realno vpliv v Sloveniji, pa kdo ima škarje pa platno, pa si znajo neke slike, kjer pač bivši šef foruma 21 sedi z aktualnim predsednikom vlade in tam posluša navodila, znajo razumeti, zakaj gre. In zato smo prišli v neko situacijo, ko zdaj, jaz še vedno upam, da bo pač Slovenija tukaj dobila. Bo zelo čudno tudi v tej situaciji, da ne bi, če pa ne bo, pa to seveda ne bo krivo opozicija, ampak bomo rekel tisti, ki še leta 2023 pač zdaj vsi govorijo, vemo, kdo je zmagal v drugi svetovni vojni. Zdaj vemo tudi, kdo je zmagal v hladni vojni. Razen nekterih
pri nas, ki mislijo, da je tudi v hladni vojni zmagala Rusija oziroma Sovjetska zveza. Gospod Janša, res čisto še zadnje vprašanje. Industrijska proizvodnja v Sloveniji drastično upada v zadnjih mesecih. Ekonomsko-gospodarski položaj Slovenije in njenih prebivalcev se slabša. Nezadovoljstvo ljudi postopoma narašča, protestirajo tako upokojenci, kmetje, zdaj so celo sindikati že postali nekako nezadovoljni ali pa se gredo samo igro. Torej, ljudje počasi spoznavajo, da imamo na oblasti vlado, ki je nesposobna in škodljiva. Kako v tej luči vidite razvoj dogodkov prihodnje? No, jaz mislim, da je vsaj pri delu vladne koalicije bil motiv za ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja tudi v tem, da so vedeli, da bo to pač povzročilo velik hrup in da mogoče ravno te stvari, ki ste jih zdaj navajali, ne bodo zaradi tega toliko vidne, ne. Tudi kako drugo stvar so že v zadnjem času naredili zaradi tega. Samo to je vse kratkoročno, ne, ker pač, če ti problem skriješ, ne, se bo povečeval, ne, in na neki točki ga bodo ljudje opazili, ko bo še večji, ne, in ne bo nobene koristi, ne bo nobene politične koristi od tega skrivanja pa pač prikrivanja. Ker dejstvo je, prvič, ko je Golobova vlada prisegla junija lansko leto, je imela Slovenija v prvem poletju, mislim, da 12% gospodarsko rast. To je ena najvišjih gospodarskih rasti v zgodovini te države. V proračun so dobili več kot milijardo več, kot je bilo planirano ali pa načrtovano v rebalansu. Fiskalni svet jih je opozoril, da itak ne bodo porabili, ne, vsega tega in dejansko niso. Ne. Lani je v proračunu ostalo veliko denarja, ki ga niso bili sposobni investirati. V evropskih skladih je ostalo veliko denarja, ki ga niso uspeli počrpati. Ne. In pri nekaterih virih časa ni 7 let, kot je pri 7-letni finančni perspektivi, pri REACT-u pa pri raznih interventnih skladih je čas samo 2 leti, ne, se pravi, po nekaj našega denarja tam očitno ostalo. Napovedali so najprej 20 reform, 30 dni do specialista, 30 tisoč stanovanj, pa je šlo na 6 tisoč, pa včeraj so rekli, da to bo še leta 26. Zdravstvena reforma. Edino, kar smo dobili, je pač napoved, da bo prostovoljno zdravstveno zavarovanje zdaj obvezno. Zdaj ne vem, če je to reforma. Plačni sistem v javnem sektorju, vsak mesec so nove časovnice. Zadnja makroekonomska slika je pa naslednja. Imeli smo malenkost še pozitivne gospodarske rasti zaradi izvoznikov, ki so povečali izvoz za okoli 5%, medtem ko je domača potrošnja bistveno padla. Kljub temu, da je zaposlenost še vedno rekordno velika, da so realni izdatki za socialo nizki zaradi visoke zaposlenosti, da pač tako imenovana energetska draginja ni prinesla tako drastičnih posledic, kot so jih vsi napovedovali, ker je bila zima mila, ker so cene plina in nafte šle dol bistveno prej, kot se je računalo, ker je pač Evropa tukaj vendarle stopila skupaj, nadomestila te vire iz Rusije. Skratka, nič tako katastrofičnega ni, kot je bilo v času epidemije. Kljub temu pa seveda so tele napovedi slabše ali pa slabe. Zdaj 1 do 2% gospodarska rast za dinamično gospodarstvo, kot je slovensko, je slabo. Ni to še recesija, tudi če bo to doseženo. Skratka, denarja bo relativno malo. Ob tem, da imamo inflacijo, ki je bila
do nedavnega 10-odstotna, zdaj šla spet malo gor. Za letos so napovedi mednarodnih institucij preko 7%, ampak glede na sedanje trende bomo bliže 10%. To pomeni, da pač hrana je šla pa gor za 20%, čeprav pravijo, da je vladna košarica hrane pa za 25% cenejša, pa nam še niso uspeli pokazati. Dejstvo je, da pač inflacija zajeda standard, če posebej upokojencev, nekaj 100 000 upokojencev, ki jim je pokojnina edini vir preživetja. In pokojnine so se ob 10-odstotni inflaciji uskladile za 5%, za polovico. V našem mandatu, ko ni bilo inflacije, ste upokojenci dobili 14 pokojnin, ker smo izplačevali te dodatke skupaj. Če se štejete, je bilo to ne 13, ampak 14 pokojnin. Zdaj so dali to povišico za 2 meseca, pa polovično uskladitev. Res je, to piše v zakonu, sem zakon lahko spremeniš kadarkoli. Tako da to bo ob koncu leta po moje ključna dilema. To je tudi največja kategorija, upokojencev je veliko. Pokojninska blagajna je izjemno obsežna in tukaj bi se morali zagotovo ustvariti neke rezerve za to, da se pokojnine uskladijo vsaj z inflacijo, če se že nerealno povečuje vsaj pri tisti polovici, ki ima, mizerno nizke pokojnine. Mizerno nizke pokojnine so največja kolektivna krivica tranzicijskega obdobja v Sloveniji. In to ni slučajno. Prišlo pač do tega in te krivice ni možno odpraviti čez noč. Lahko se jo blaži, kot smo jo mi z dodatki. V času epidemije, pa z božičnicami in tako naprej, ampak ta vlada očitno tega ne načrtuje. Zato ima Pavle Rupert tudi vsakič več udeležencev na teh rednih mesečnih protestih. In to je po moje za aktualno vlado ključni politični problem, ker je tudi to največje volilno telo. Oni se lahko zgovarjajo, da mi to delamo, pa da ne vem kaj, pa ne vem, kdo je šel se kriv. Dejansko so krivi oni. Uskladite pokojnine z realnimi stroški, pa po moje teh protestov zelo hitro ne bo več. Ampak to pa seveda realno pomeni, da potem ne morejo vsak mesec objaviti novih 10-milijonskih razpisov za kolesarje z Metelkove, pa za razne nevladnike, kjer se pa sredstva drastično povečujejo, da morajo varčevati, ne pa razširiti ministrstvo na 20 resorjev, za 2 milijona ljudi imamo vlado, ki ima 20 ministrstev. Nemčija jih ima koliko 12. Realno. Pravi, da to ne bo stalo. To ni res, razumete. To se še nikjer ni uresničilo, da bi s povečanjem števila ministrstev dosegel manjše stroške. Vedno je to več. Res ne takoj, najprej je to pač par ljudi, imajo celo to težave, zdaj da se popolnijo, ampak v naslednjem mandatu je to x2, pa potem x2, pa x2, in iz 20 prideš na 400. In to je najprej nekaj 10 milijonov, pa je to nekaj 100 milijonov, pa je pa to milijarda. In če daš milijardo za to, pol nimaš seveda za pokojnine, ali pa za plače, ali pa za investicije. To, kar pač to vprašanje, ki ste ga na zadnje postavili, je v bistvu ključna kolektivna težava aktualne vlade, pa tudi vlade Boruta Pahorja, Mira Cerarja, Marjana Šarca, Alenke Bratušek, ker so vsi padli na teh stvareh. Ker so planili po proračunu, po javnih sredstvih in tako naprej. In je zmanjkalo za tisto, za kar bi se dejansko ta denar iz teh javnih blagajn moral porabiti.
Ob tem, da trenutno je še vedno, za zdravstvo smo zagotovili stotine milijonov za investicije, stotine milijonov. Tudi iz evropskih sredstev. Slovenija se je izpogajala poleti leta 2020 za skoraj 12 milijard evropskih sredstev. Na različnih skladih. Nekaj od tega bo propadlo, ker smo prepočasni. Nekaj od tega se prerasporeja iz tako imenovanih realnih projektov, to so ceste, šole, vrtci, športne dvorane, vse tisto, kar pač je ključno za normalno življenje, pa za standard ljudi, na tako imenovane mehke projekte. To so pa študije, ki se delajo o dolgotrajni oskrbi. V 15 letih levih vlad so naredili za desetine milijonov študij o tem, kako rešiti dolgotrajno oskrbo. Mi smo podedovali 127 različico zakona, 127 različic so naredili, zakona pa niso sprejeli. Pol, ko smo ga mi sprejeli, so ga ukinili. Zdaj pa spet delajo študije, od katerih ni nič. Zdaj, ko pogledate te podatke in ko ta denar seštejete, vas pač dejansko boli glava. Zdaj potem pač propadejo, izpadejo z parlamenta te stranke, tudi zgubijo volitve, mi se stavimo vlado, to nekako malo spravimo skupaj, uredimo javne finance, pa spet pridejo, pa zdaj so zelo močne ideje, da bi jih morali enkrat pustiti, da se to dejansko vidi, kako globoko lahko stvari gredo, da bo potem neka resna sprememba. Hvala. Gospode Janši, se prav lepo zahvaljujem za te zanimive analitične odgovore. Hvala vsem vam, da ste prišli na ta zanimiv večer. Zaključno besedo pa predajam predsedniku občinskega odbora SDS Domžale, gospodu Tomažu Deželaku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Kaj ne rečem za konc? Hvala lepa predsedniku, hvala lepa vam, ki ste prišli. Za konec bi vas vse lepo povabil na majhno pogostitev v preddverje, tako da se vam zahvalimo za vaš čas in vas povabil tudi, da si pogledate knjige, ki jih kolegi iz Demokracije tam nekako nudijo, da se boste lažje predstavljali, tudi ta knjigica je tam in pa še kaj drugega. Tako da jaz bi vas prosil za en aplavz in hvala lepa.